Ja, nadaljujemo s temo, o kateri bi bilo treba govoriti brez sramu ali zadržkov. Se kdaj počutite, kot da imate na prsih kamen, cmok v grlu, ste nemirni, pa še sami ne veste zakaj? Vse to je lahko tesnoba, ki jo lahko spremljajo tudi panični napadi. Od začetka epidemije koronavirusa se s tovrstnimi stiskami sooča vse več ljudi, ki pa si o svojih težavah ne upajo spregovoriti z nikomer. Mi bomo danes z našima gostjama načeli to temo. Dobro jutro. Dobro jutro, dami, gospa Tina in gospa Manja. Tako. Če začneva, Tina, mi dve, vi boste z nami delili osebno zgodbo. Prvi panični napad ste dejansko dobili in to je bila nekakšna uvertura v potem dogajanje, ki je sledilo. Kako ste doživljali ta panični napad? Ja, ta panični napad je bil zelo hiter. Zgodil se mi je, spomnim se, da sem zjutraj se pripravljala za službo, bila sem že oblečena in sem dobila eno sporočilo na telefon, na katerega sem zelo čustveno odreagirala. In takrat je, ko v valu prišel panični napad, takrat sicer nisem vedela, da je to panični napad, dejansko pride hitro, zelo močno in kar naenkrat nisem mogla več dihati, srce mi je začelo razbijati, dušiti sem se začela in enostavno tako v paniko sem padla. Res nisem vedela, kaj naj naredim, strah me je bilo, občutek sem imela, da bom umrla. In res ni bilo prijetno, ustrašila sem se. Res, da potem ta panični napad je tudi relativno hitro minil, sem se ulegla, sem se počasi umirila, sem poskušala čim bolj umirjeno dihati, ampak nisem vedela, kot sem rekla, da je to panični napad. Potem sem seveda poklicala zdravnico, sem šla k zdravniku takoj in je rekla, da je pogledati EKG za vsak slučaj, če bi bilo res kaj s srcem narobe, ampak na srečo ni bilo, povedala mi je, da je panični napad in da naj ustavim mačkan konje. Pa ste se slučajno prej že počutili kaj tesnobno ali pa mogoče brez volja? Je bil kakšen indikator, da bi lahko do tega prišlo? Ja, teh indikatorjev je bilo kar dosti. Eno je to, da sem bila stalno utrujena. Jaz sem imela kronično utrujenost, tako rekoč. Tudi po počitku se nisem spočila. Stalno sem imela občutek, da ne zmorem več, ampak ta adrenalin, ki sem ga imela v službi, me je še kar držal skozi pokonci in sem kar... Adrenalin, ja, mislim, da kar veliko nas pozna in je zelo nevaren. Gospa Manja, vi boste to zagotovo še bolje vedeli, vi ste psihoterapeutka. Kako v bistvu prepoznati panični napad in kako različen je v primeru tesnobe? Ja, zelo je gospa Tina to lepo predstavlja, se pravi vse simptome. Razlika je predvsem tem, zdaj tako bi lahko rekli, da tesnoba ali anksioznost je pravzaprav neko bolj dolgotrajno razpoloženje, kot neka kronična anksioznost, dočim panični napad je pa najvišja možna tesnoba in to je akutno stanje. In tako kot je gospa Tina lepo rekla, takrat res oseba, ki doživi ta panični napad, misli ali da bo umrla, ker so pa simptomi res precej podobni lahko simptomom infarkta in zato je tako pomembno, da poiščemo takrat, ko se nam to prvič zgodi, da poiščemo zdravniško pomoč, zato da se izključi morebitne telesne vzroke in se potem nadaljuje na drugem polu potem to zdravljenje. Pa je to vedno povezano z nekim stresnim faktorjem, se pravi, ne vem, mogoče ali izgorelost v službi, se pravi pri delu, ali mogoče kakšen ločitven postopek, skratka pač nek tak negativen dogodek, ki se nam zgodi ali pa dogaja daljše obdobje. Ja, zdaj tako, jaz mogoče izgorelosti ne bi dajala na isto poličko kot recimo, ne vem, težave v službi, izguba službe, ločitev in tako naprej. Vse to so, ker izgorelost pač je vsem drugačna, to se skozi daljši čas kopiči in pač človek, dejansko temu rečemo adrenalna izgorelost, ker tukaj prihaja pač vsem do nekih drugih mehanizmov. No, ampak pri teh stresnih dogodkih, ki ste jih omenili, bi pa rekla tako, lahko so dejavnik, ni pa nujno. Zaradi tega, ker ljudje se med sabo namreč razlikujemo. Naši možgani vedno bojo pripisali pomen nekim zunanjim dogodkom. Zdaj, če dam en tak čist preprost primer, grem po cesti,
na drugi strani vidim enega znanca, mu pomaham, čau, živijo, in on mi začne odgovori. Zdaj, tukaj je pa moj odziv, se pravi pomen, ki ga jaz pripišem. Če se jaz pač fajn počutam, pa sem dobro v svoji koži, pa recimo imam dobro samopodobo, pa sem okej tisti dan, a ne, tak pa bom rekla, pa ja, ni me videl, ne vem, je zaspan. Gledal očala pozabil, ne? Ja, tako, no, ja, to se nam dogaja, ne. Ali pa jezen je name, zameril mi je, kaj je zdaj, a ne, sem najbrž jaz kriva in tako naprej. Se pravi, vedno je tukaj odzadaj nek pomen, pri vseh teh stresorjih, a ne. Tako da ni nujno vedno, pogosto pa je lahko. Zato smo verjetno ljudje zelo različni, nekateri bolj nagnjeni k paničnim napadom ali pa tesnobi kot drugi. Ja, tle gre vedno, kot pri vseh stvarih, ki se dogajajo v povezavi s človeško psiho oziroma ki jih analiziramo, gre za sklop več dejavnikov. Se pravi, so genetski, lahko neka izgorelost, anksioznost je bila v družini, a ne, ali pa neke predispozicije, tudi kar se pač možganov tiče. Potem so lahko recimo okoljski dejavniki, neka travmatska izkušnja, recimo fizična, psihična zloraba, potem smrt staršev pri otrocih, recimo v zgodnjem obdobju, ali pa recimo zanemarjanje, starši zanemarjajo otroka, na drugi strani pa tudi preveč zaščitniško starševstvo je lahko, potem, ker tak otrok ni odporen na strese, se pravi, nima te tolerance dosti razvite. Seveda so pa tudi osebnostni dejavniki, a ne. To pa ponavadi ljudje, ki so bolj nagnjeni k perfekcionizmu, se pravi, da si postavljajo zelo visoke standarde zase, morajo imeti stvari pod kontrolo, kontrol friki, a ne, kot rečemo. Kontrol friki, to mi je pa tako zelo znano. Predvsem ženske smo verjetno bolj nagnjene k temu. Pa nizka samopodoba, recimo tukaj tudi sem sodi, a ne, pa še bi lahko naštevala. Ampak a se da potem to sploh preprečiti? Kako se da vplivati na to? Ja, zdaj je to zanimivo. Mogoče, gospa Tina iz prve roke, recimo. Iz prve roke, ja. Kako ste se vi soočali, ne? Vi ste sicer najprej doživeli panični napad, potem pa je to vse skupaj vodilo v izgorelost. Ja, res je. Dejansko, kot sem prej omenila, si ves čas pod adrenalinom, ne? In takrat v resnici ne zaznavaš sebe. Sploh jaz kot oseba, ki sem zelo servilna, zelo rada ugajam, zelo rada pomagam drugim, sem vedno druge postavljala pred sebe in takrat jaz sebe sploh nisem opazovala, sploh nisem vedela, kaj se dogaja. Ja, bila sem utrujena, okej, ne, ampak več kot to se nisem niti imela časa ubadati, ne. Ampak potem prideš do trenutka, ko ti telo samo reče, zdaj te imam pa dost in odpove. In jaz en dan enostavno nisem več mogla vstati iz postelje in se pobrati. Kako ste si pa potem pomagali, se pravi, poleg strokovne pomoči, kaj ste spremenili v svojem življenju? Ja, marsikaj, ne. Zdaj prvo leto, meni se ta doba, bom rekla, zdravljenja ali pa okrevanja je trajala 2 leti. In prvo leto sem samo prihajala k sebi. Dejansko, kaj zelo veliko nisem mogla. Tle so mi pomagali sprehodi, pomagala mi je družina, psa sem si umislila kot neko terapevtsko orodje, bom rekla, na nek način. Ampak učinkovito, ne? Zelo, mislim, pa vemo, kaj pomeni, ne? Ljubezen na kubik, jaz temu pravim. Se pravi, sprehodi, meditacija, take drobne stvari sem delala, ne? Šele po enem letu, ko sem se toliko spravila k sebi, da sem lahko začela funkcionirati, da mi je tudi glava začela delati, ker dejansko meni je odpovedalo telo v celoti. To je bil odpoved mehanizma, no, ali kako ne rečem. Psihično ste bili v redu, ne? Ste želeli recimo početi stvari, ampak telo pa ni dovolilo, ne? In tudi možgani niso delali, jaz koncentracije nisem imela take in tako, ne? Tako da, se pravi, po tistem drugem letu sem imela, oziroma v drugem letu sem imela pa srečo, da sem se srečala z naturopatinjo. Ona mi je predlagala tudi spremembo prehrane in se mi zdi, da tukaj je bil pa ta glaven preskok, ko sem tudi na prehrani naredila, ne samo na svoji osebni rasti, ampak tudi na prehrani na načinu življenja. Ne. Gospa Manja, kakšni so tisti znaki, da se prej ustavimo, ne, kot da pride do paničnih napadov, tesnobe, predvsem ženske, ne, kot smo slišali, smo zelo servilne, vse bi želele imeti pod nadzorom in pa ne nazadnje, kako je z mladimi mamicami, tudi te so pod velikim pritiskom.
Ja, prej se običajno ne ustavimo. Gospa Tina je res tako, vi ste kot knjiga, a ne teh, če bi človek rekel, nekih strokovnih ali pa teoretičnih izhodišč, ker točno tako je, kot pravite. Tukaj so namreč neke notranje zahteve. Moram ugoditi drugim, jaz nisem pomembna in tako naprej. In tega se človek običajno brez strokovne pomoči ne zaveda. Tako da zdaj preprečiti, mislim, ja, tako kot je rekla gospa, potem s tem zdravim življenjskim slogom, meditacijami, čuječnostjo in tako naprej, že veliko naredimo, ker ko smo mi v stiku s svojim telesom, s svojimi čustvi, takrat potem tudi hitreje zaznamo, če ne pa drvimo kot na avtopilotu, pravzaprav, a ne, in naši možgani neprestano neke zgodbe ustvarjajo, so tako kot ena časovni stroj, a ne, skrbimo za prihodnost, sekiramo se za preteklost, se moramo pa naučiti biti tukaj in zdaj in potem je to zelo drugače. Kar se pa žensk v tem poporodnem obdobju tiče, je pa to tudi eno tako, kako bi rekla, zelo zahtevno, to je ogromna, zahtevno obdobje, ogromna sprememba v življenju in v resnici, vsaj iz mojih izkušenj, ne vem, kako je zdaj v teh babiških šolah, ampak nihče te na ta psihični del ne pripravi. A ne, znaš dihati, znaš fajn roditi, vse, potem se začne pa resnično življenje, ko prideš domov. In ob tem, če še rečemo deprivacija spanja, a ne, pač otroci, jaz sem imela otroka, ki sem rekla, da je vesoljc, Ja. ker pač ni spal, tam piše v knjigi, dojenček spi 19 ur. Ok, koga sem jaz rodila? Ja, jaz se to tudi včasih sprašujem. Ja, Res je lahko so še naporno. neke težave, recimo, a ne, če pač ni vse čisto ok in ne spiš in potem tudi se mamice sprašujejo, a ne, a sem jaz sploh dovolj dobra mama, se pravi, cel kup enih občutkov krivde. A dovolj je. Potem je še pritisk teh zunanjih institucij. Pride ta patronažna, a ne, ja pa se naredi dovolj, ja pa kako pa dojite, ja, ne, in tako naprej. Mislim, cel kup. Zdaj pa seveda, tle je zelo pomembna podpora partnerja, družine. Ker tukaj, največ, kar lahko tukaj naredimo zase, da poskrbimo zase. Ker takrat pač mi smo res, takrat pa res smo absolutno prvo leto na voljo otroku. In takrat je to tudi prav. In otrok pač je preživetveno odvisen od nas, ampak vzeti si trenutke, ne vem, s partnerjem se dogovoriti, nekaj, kar nas veseli, nekaj, kar radi počnemo, iti, ne vem, na masažico, se postrižiti nekaj, skratka, da ne hodimo kot zombi okrog, se pravi, da potem tudi lažje, ker mi moramo nekje tudi nazaj to energijo dobiti, ki jo damo, ker če ne, tudi nimamo več česa dati v vseh takih. Nažalost nas čas preganja, ampak hvala za res to iskreno osebno zgodbo in pa za res koristne nasvete, ki verjamem, da bodo marsikomu odprli oči. In predvsem bodimo v sedanjosti, ne premljevajmo prihodnosti in pa preteklosti. Ja, jaz bi samo še en stavek rekla, it's okay not to be okay. Se pravi, naslov komada, a ne, to nam tudi pomaga. Hvala lepa. Hvala za obisk. Hvala vam.